delovati tako, da omogočijo preglednost svojih podatkovnih praks. No, zdaj, kaj bi rekel za zaključek tle, ne bi smel dati toliko teksta, ampak nisem vedel, kaj bi pravzaprav črtal. Še enkrat, Norbert Wiener je bil zelo dalekoviden, da je že takrat videl, kaj bi se lahko zgodilo. Spremembe kodeksov se bodo dogajale z razvojem in tehnologije in družbenih odnosov. Potem umetna inteligenca, ti si kaj omenil, tiste smernice? To, da bom zdajle. Ja, okej. Kot veste, Evropska unija sprejela ene smernice za zaupanje vredno tehnologijo. Žal je naš ključni predavatelj Franci Pivec zbolel, ki naj bi to predstavil, pa bo potem Cene Bavec tole predstavil. Množični skratka, tukaj so naštete vse te tehnologije, ki lahko ob etični rabi predstavljajo realno grožnjo globalnih razsežnosti. Če pomislite na to, kako so upravljane recimo medcelinske rakete z orožjem jedrskim, pa ne samo to, pa še vrsta drugih zadev. Kodeksi seveda ne bodo dovolj, ustrezna regulativa, naj bi bila močnejše orožje, pa nisem vedno prepričan, recimo, da je res. In to pa vedno zaostaja. Recimo nove stvari, ki potencialno ali pa potem že de facto škodijo, šele generirajo prizadevanja, da bi se te stvari na nek način regulativno ali pa sicer urejale. No, jaz sem s tem zaključil. Hvala lepa. Zdaj ploskamo tudi Matjažu, ki je prišel noter mimogrede. Izvoli. In je izboril še 1% več proračuna za znanost v državnem svetu. Vse upam. Pripombe na Marjanovo izvajanje? Se vam zdi, da so ti kodeksi lahko kontraproduktivni po svojo dolžino? To je zanimivo vprašanje. Jaz imam nekaj izkušenj, ker sem te kodekse vključil tudi v svoja predavanja na fakulteti. Morda bi kakšnih 5-6 ključnih načel, ki bi zaobjele se, ne vem, če sem vas dobro razumel, ste rekli glede na svojo dolžino. A ste to rekel? Ne vem, to je zdaj stvar. Eni hočejo več, drugi hočejo manj, tako da bi to težko komentiral. Samo konkretno, ko sem omenil to razliko med ACM 2018 pa izpred toliko let nazaj, so hoteli določene stvari posebej razdelati, posebej poudariti. Čeprav, ko tisto ta prvo verzijo bereš, bi človek rekel, saj to je že vse noter. Samo takrat ni bilo to tako recimo močno prisotno in ni toliko ljudi tega občutilo. Tako na nek način bi poskusil odgovoriti na vaše vprašanje. Ja, poleg tega zelo problematično, je kodeks neko navodilo, kaj to je, ne? Jaz sem bolj razmišljal, da s tem, kad ti sprejmeš en kodeks, ki ima 500 strani, ti zagotoviš, jaz sem svoje zrihtal, zdaj mene to neč več ne briga, da to ni več moj kodeks. To je... No, sam tele kodeksi, kljub vsemu sem rekel, da so predolgi, da bi dal gor, to je 2-3 strani. A veste, hujše je, če tam pri teh raznih sistemih, ki hočete kaj pogledati na internetu, vas vržejo na neke pogoje njihove, ki je pa recimo 5-10 strani drobnega tiska, ki ga živ krst ne bere. Sam drugače vam pa storitev recimo ne dovolijo, če tistega ne potrdiš. In pol ljudje to potrdijo in Bog ve, kaj smo vse podpisali. To pa je problem in to namenoma delajo. Mogoče je to bolj v kontekstu vašega vprašanja. Kodeks recimo je v temu principu isti pristopa. Ti v bistvu napišeš nek dokument, s katerim se v bistvu opereš krivde za
Ne, pa to, kar sem prej rekel, to je deklarativno na ravni Tako. organizacije, to je moja deklaracija, kaj pa zdaj, Ja. kako pa delajo. Ja, Politično. posameznik je pa vprašanje, ne, če recimo temu v zadostni meri sledijo. In pogosto je res, da velike firme, ki povzročajo velike svinjarije, ne, imajo že v svojih avlah pa na spletni strani cel kup lepih načel. To vse drži, samo to je v kontekstu človeške narave. Ne. Priga. Bi se mogoče najprej obrnil do vas in mogoče povedal svoje mnenje, ki gre malce proti vašemu. Vi pravite, dolgi kodeksi v resnici niso tako dolgi, tako zelo dolgi. Ne? So daljši od tega, kar smo danes videli, ampak ne pa spet zelo dolgi. Tudi Ustava Slovenije mimogrede, pravzaprav kot dokument, če ga spraviš v tekst, je to manj kot ena pola, ne, vsega skupaj. Vi pravite, to je lepodušništvo v tem smislu, da nekdo napiše lepo deklaracijo in potem se pač opere roke in je pilatovsko čisto. Jaz sem malo nasprotnega mnenja, ker veste, vendarle s tem, ko to napišeš in objaviš, daš to na pogled svetovni javnosti in daš to na pogled uporabnikom. In uporabnik, ki s tem ne bo, ki bo dobil storitev, ki ne bo v skladu z tem, kar je prebral, da bi morala biti storitev, bo lahko izrazil svoje nezadovoljstvo. Bo lahko imel možnost povratne ocene. Zdaj, veste, nekatere povratne ocene so nepomembne ker nimajo nobenega učinka. Ampak če ti si pa pomemben vplivnež na Facebook ali kjerkoli že, ali pa si politik in imaš možnost to in to izrečeš javno, ima pa lahko zelo, zelo velik učinek in se tega učinka lahko tisti, ki je kodeks napisal, pa se ga ne drži, boji. In torej ta povratni učinek je v resnici orodje, ti si dal orodje javnosti drugim, da ga uporabijo proti tebi samim. Tega se tisti kodeksov in imetniki kodeksov malce premalo zavedajo. Da je kodeks nekaj, kar ima ne samo interni pomen, ampak ima vedno zunanji pomen za uporabnike storitev. In v tem smislu mislim, da je neka uporabna vrednost. Ja, kažeš se take. Tako, ja. Če nadaljujem lahko še. To je to, kar zadeva vas. Ampak potem sem hotel reči nekaj drugega, mene skrbi v zvezi s temi kodeksi. Ta proliferacija kodeksov pomeni, da imamo kodekse, ki, ne vem, imamo vsaka institucija, kot rečeno, ima enega, vsaka profesija, kar ni isto kot institucija, ima spet kodeks in vsaka država ima svoj kodeks, vsaka profesija znotraj države ima svoj kodeks, imamo mrežo kodeksov, ki so lahko tudi kontradiktorni. In mi imamo pa globalnega kodeksa za dejavnost, ki je izrazito globalna, ker informacija je, kakor hitro je na spletu, je globalna. Ne? Tukaj se jaz vidim en strahovit paradoks, ki ga je treba nujno razrešiti. To ste prej rekel, je to sploh možno? Tako, ja, no, mislim, je, ker zdi se, da je na področju etike vodilno vlogo v svetu prevzel UNESCO. Ne? UNESCO kot najboljši približek svetovne organizacije, ki ga imamo v tem trenutku na svetu, ki združuje veliko število držav in ki vodi... Pa ni Amerike, no? Pa taki. Ja, dobro, to seveda, mislim, ta svet je nepopoln, ampak to je najbližji približek, bom rekel, svetovne organizacije, ki jo pač imamo. In UNESCO je, na primer, na področju bioetike, na področju medicinskih komisij, ki so pač analogon, ki ga velja vzeti vse skozi kot referenčnega za to, da pogledamo, kje smo, v resnici izdal 4 knjižice, ki naj bi pomagale ustanavljanju nacionalnih etičnih komisij in uravnavale njihovo delo in tako naprej. In mislim, da je to nek proces, ki mu moramo na nek način ga podpreti, ker sicer imamo opraviti z tem mreženjem, ki pomeni pravzaprav popolno neznanko za uporabnika na nek način. Drugič pa bi rekel, v ozadju imamo tu nek spoprijem med politično močjo in pa močjo kapitala. Se to sem prehval. Okay. Hvala za ta komentar. Gledam malo počas, gremo v koncu. Dva stavka. Ja, bom poslušal od vas za ogromno podredi. Ravno na to bi se navezal. No, jaz sem hotel že prej na to opozoriti, da
težava, ki jo jaz vidim tukaj, ne, sploh, ko je bilo tam rečeno, da je novost novega kodeksa ta, da zavzema zdaj tudi širjenje informatike na področju zdravstva, prometa, ne, in pa energetike. Ne, tu je potem pride do prepletanja različnih področij, ne, in potem se takoj zastavi vprašanje pristojnosti, katera etiška komisija je zdaj zakaj pristojna, in to je še eno vprašanje, ki ga bomo morali vsi skupaj začeti reševati. Zdaj recimo, če na kratko, da povem samo mojo izkušnjo, ker sem več teh etiških komisijah tudi v univerzitetni, na Univerzi na Primorskem, se pojavi težava, ne, zakaj je ta komisija pristojna, ali tudi zato, da odobrava določene naloge, ki posegajo na neka določena področja, ali ne, ali bi morali oddelki svoje etiške komisije za to ustanavljati, ali je pristojna komisija sam pravzaprav za integriteto v raziskovanju, ne. Skratka, to in nekih protokolov ravnanja zaenkrat na tem področju še ni vzpostavljenih, tako da mislim, da tukaj bomo morali še dosti narediti. Okay, hvala. Žalost, moram tole debato verjetno bilo še naprej spodbuja Marko Črt, ne? Ampak preden damo besedo Matjažu, pa če bo treba Matjaž, bomo kakšno minutko čez 1 uro potegnili. Sam moram povedati nekaj. Kolega Franci Pivec, ne, se je pravičil, ker ne more danes priti. On je oddal, ko bi rekel, neko povzetek tega svojega članka. Jaz bi samo 3 komentarje v 2 minutah vam dal, ne. On govori o etičnih smernicah za zaupanja vredno umetno inteligenco v Evropi. Verjetno bo Matjaž na to temo še kaj dodal, ne, ampak poanta je v bistvu v temu, ne. Evropska komisija naj bi v naslednjem letu, to so le smernice, sprejela nek dokument, ki bi na nek način urejal to umetno inteligenco. Meni se zdi to pomembno predvsem zaradi tega, ne, ker pod besedo umetna inteligenca si te politiki, ne, ki so večinoma v ozadju teh stvari, pravzaprav predstavljajo, ko rekel, na nek način nadgradnjo vseh teh naših informacijskih sistemov, ne. To pomeni, kaj se rekel, algoritme, umetna inteligenca, karkoli se z njimi predstavlja, ne. In pomembno je to, da so zaslutili, da ta logika, ki je veljala še v informatizaciji, ki je veljala do baz podatkov, ki je veljala do teh, ko bi rekel, determinističnih algoritmov, če lahko mojo besedo uporabljam, da je premalo. Zdaj, kaj bo iz tega ratalo, ne me vprašati. Jaz vam skoraj svetujem, zdaj so baje objavljeni vsi ti naši prispevki, že na internetu malo pogledajte, pa to od Francija, pogledajte, drugače ne morem v njegovem imenu kaj dosti govoriti, moram pa samo svoje mnenje, da jaz sem hude pomisel, ker je to tako poenostavljeno, kakor je to. Vse to, kar se zdaj pogovarjamo, je tle noter. Ok, Matjaž, od zdaj naprej do konca smo vsi tvoji. Boste sami dali ali tam jaz tukaj lahko? Hvala lepa, vsem najlepši pozdrav. Gor. Nekateri se poznamo, večinoma pa pol se poznamo. Tisti, ki me poznate, tako ko veste, kakšen sem na predavanjih, tako da vam se ne bom pravičil, se bom pa vsem ostalim, zato ker na predavanjih te vrste rad povem nekaj zelo trdih raziskovalnih idej, ki pa ni rečeno, da držijo. In potem to nekateri ljudje pač vzamejo te hipoteze, da to je stvar za razmišljati, drugi so pa morda, tako kot je pri vseh novostih, so pa te nekatere ideje radikalno drugačne, tako da tega, kar je večinsko mnenje, pogosto, ne vedno, tako da kolegi se že smehljajo, vejo, kako približno to spade. Skratka, ostali pa prosim, jemljite z eno stopnjo rezerve, pa če vam bo nekako začeti razburjati, si zapomnite, da je to testna verzija, draft verzija, nekaj podobnega. Zato se moram tudi malce predstaviti za vsak slučaj, tako da vidite, da niso samo tiste teorije, da tudi resno delamo.
samo da odseka, član kolega za računalniške odseke, državni svetnik za raziskovalno dejavnost Inženirske akademije Slovenije, ki sem jo pomagal ustanoviti. Recimo lansko leto sem imel predavanje OZN na temo avtonomnih orožij in to delamo 5 let. 5 let tudi že hodimo od Poncija do Pilata, to delamo skupaj s profesor Bratkom pa s profesor Ribičičem, ustavnim sodnikom, in nikjer se ne da zmeniti, na nobenem nivoju, od ministrstev do parlamenta, ne uspemo skozi, ampak delamo dalje, nekoč ne bo uspelo. Na odseku imamo 35 zaposlenih, 1,5 milijona letno, 2/3 dobimo Evropske unije, tipične aplikacije sta levo, recimo zapestnica, mobitel. Na zadnjih 6 tekmovanjih, to so mednarodno odprta svetovna prvenstva, ampak so fokusirane, tam ne pride milijon, ampak vse skupaj seštevko morda par sto tekmovalcev. Smo 5-krat dobili prvo mesto, pa 1-krat drugo. To se pravi, imamo določene kvalitete, zato to povem zato, da ko bom naprej govoril, da ne boste takoj rekli, da je tisto nekaj strašno strtezvitega. In to je pa ta del, etika, oziroma se nanaša na ta bolj eksotični del raziskav, ki so tako kot neke vrste moj hobi. Tega mi ne dobivamo sredstev, ampak so mi pa zelo zanimive stvari, tako bazične. Ta prva točka je iz Drakove enačbe se da ugotoviti, koliko je verjetno civilizacij v naši galaksiji in se da ugotoviti, koliko časa bo verjetno trajala človeška civilizacija. Se pravi, ljudje umremo, ljudje enkrat umremo in ko pač otrok se tega zavedate, zdaj se je človeška civilizacija sposobna zavedati, kakšna bo pa njena življenjska pot. Nekateri že to razburje, ampak nekaj ocenjujemo in se da nekaj povedati. Govoril bom o tem jutri, oziroma pač študenti bojo glavno govorili, ko to delajo, jutri v drugi sekciji na kognitivni. Ampak verjetnost pa pol po 10 000 letih je pa zelo majhna že. Se pravi, ni nemogoče, ampak moraš biti pa zelo pameten, da bomo dalj časa živeli in po mojem mnenju smo ljudje premalo pametni, če ne bomo do takrat imeli superinteligence ali pa nekega drugega mehanizma, ki bo bistveno pametnejši kot smo mi, ne bomo našli tiste poti, ki je zelo težka, očitno. Vedenjski ponor. Tole je mišja utopija, takole sobca, ker je prostora za 3000 miši ali pa podgan, odvisno, več eksperimentov je bilo, dajo noter recimo, miši in prostore je približno za 3000 miši, dajo noter recimo 100 miši in miši seveda se razširjajo, rastejo, imajo idealne pogoje, hrano, vodo in tako dalje, edini prostor je na limitu. In tipično pri teh eksperimentih grejo, pač recimo 100 grejo na 2200, nekaj časa so tam okrog 2200, potem pa začnejo parati. In ko začnejo parati, vzamete lahko spet recimo 100 miši ven in jih date v novo, svežo, čisto sobo, ampak te miši ne uspejo več. Te miši se sploh ne dvignejo več. In glavna razlaga je, to smo pa, 2 stvari smo pogruntali v zadnjih letu 2. Ena je ta, da znamo to razložiti. Ko sem tole bral, nisem videl nobene pametne razlage, ampak zdaj pa mislim, da imamo eno intuitivno razlago. In sicer porušijo se etično-socialne konvencije v tej združbi miši, zato ker so pogoji taki, hrane je dovolj, pogoje, rekel, utopično je, hkrati pa prostora premalo in v tistih pogojih se potem zrušijo tiste etične socialne konvencije, ki držijo družbo po koncu. Zelo na hitro, ker časa ne bo prav veliko. Če si predstavljate leve, tisto krdelo levov, samcev, je lahko 1, 2, lahko jih je pa tudi 5. Če jih je pa 10, pa hrane zmanjka, se pravi hrana omejitev, koliko jih je, ampak 5 vedno premaga 1 ali pa 2, če so vsi zdravi pa močni. Če je pa teh 5 brez hrane šibkih, pa tudi 2 lahko premagate 5. Se pravi, okolje vpliva na to, kako velika bo ta tolpa. Kakorkoli rečete, tista osvajalska tolpa, bojevniki, heroji, če vseeno kakšne besede uporabljate. Pri teh miših se to razmerje pokvari, tiste nekake etike, norme in tiste, ki jih forsira dejanska situacija. Pri levih imajo tudi etične norme. Lev, ko pride nov, pobije mladiče, zdaj je to, ali je to genetsko zakonirano, ali je to etična norma, ne vem, kako bi, to boste verjetno bolj filozofi znali povedati, ampak tako se zgodi. In zdaj vprašanje je tisto, spet ena zelo provokativna teza. V Evropi se dogaja nekaj podobnega
etično-socialne konvencije se podirajo pod vplivom govulizma, potem, da imamo vsi tako visok standard, da praktično noben ne strada, v redu stradajo eni, ampak to ni širok družben pojav, ne. In zaradi tega se morda dogaja propad navznoter. To je pa teza, nimam dokaza za to, ampak če pogledate, kaj se dogaja pri teh miših, a ne, družina razpade, samci postanejo, kako bi rekel, neagresivni, ne branijo več družine, samice nekatere se grejo boriti za družino, ne, ampak tiste tope potem ne more same nič narediti proti njim, ne. Samci niso dovolj pametni, ti, ki so normalni, da bi se skupaj povezali in se tem tolpam postavili po koncu. Pojavijo se pametne miši, to so miši, ki ne skrbijo za družino, za mladiče, ampak žurajo, ne, kako temu rečete. Ne. In take pojave, poglejte, take pojave imate na Švedskem, Japonskem in imajo prav svoje imena. Zdaj to verjetno bolj družboslovci vejo, tisti imena, recimo na Japonskem so taki ljudje, ne, ki so specifično kar noter, pa ne skrbijo za družino, pa sam se igrajo z računalniki in tako naprej, so asocialni itd. Ne. No, še ena taka grozna teorija je za nekatere, poslušalce se že opravičujem, ne, to je pa to, da se dogaja neko masovno pranje možganov in če pogledate Flinov učink, vidite, da je človeštvo je postajalo čedalje pa močnejše nekaj 100 let, zdaj zadnjih 10 let postajamo pa čedalje bolj neumni. Nekaj čudnega se dogaja, ne. V vsakem obdobju vedno rečejo, nekaj groznega je, jutri bomo propadli, ne, ampak kljub temu je inteligenca svetovna lepo naraščala med prebivalci do zadnjih 10-15 let, zdaj pa začela padati, najprej v razvitih državah, potem pa zdaj pa kar po celem svetu, ne. Se pravi, ta zadnji dve rubriki sta zaskrbljujoči, ne. Če bi rekel, ok, Evropa je pač dosegla en plato, pa gre dol, se civilizacija gre malo gor pa malo dol, ampak tole je pa kar pojav globalen na celem svetu, to pa je bolj zaskrbljujoče kot tisti prvi. Osnovna shema je tole, na x osi je čas, na y osi je pa logaritemska skala, zato da lahko tale Murov zakon, ki je takole poševan, ga vidite, tale črtica je logaritemska, če ne bi šla tako, a ne, bi gor zbrzela in zaradi tega jo potlačiš dol, tako da izgleda lepo linearna. Zdaj, bo Murov zakon še dolgo časa veljal, počasi se bo začel tempo malce ustavljati, ampak ni verjetno, da kar zaenkrat totalno zablokiral. Ker tle noter je 10 podmurovih zakonov, ne, ampak ljudje vidijo to kot en zakon. No, ampak ljudje smo vodravna črta, danes smo tako pametni kot pred, ne vem, 100 tisoč leti, recimo, ne. Nismo nič bistveno napredovali v smislu, kako hitro razmišljamo, koliko možgane imamo like in podobno. Ampak če pa pogledate računalnik plus ljudi, to je pa ta črta tamle gor, ta velika, ta debela, a ne. Če pa ali en človek uporablja en računalnik ali pa mobitel, ali pa vsi ljudje uporabljamo, potem pa vidite, da smo sposobni reševati bistveno težje probleme kot prej in ta rast je spet eksponentna. Če se mi premikamo z avtom, smo se kar naenkrat sposobni pa avionov zelo hitro premikati, če uspemo v narekovajih misliti skupaj z računalnikom in pa mobitelom, to se pravi, to postane del nas in skupaj, a ne, smo neverjetno postali sposobnejši in smo rasli tako hitro kot računalniki. V današnji točki imamo pa optimiste, to imam pogosta predavanja, kako bo vse famozno v informacijski družbi, a ne, cene se že smehla, ker ve, kako približno govorimo vsi isti. Pa imate pa pesimiste. Pesimisti govorijo, ja, ne vem, bo črna luknja v Cernu, pa ne vem kaj, pa komet bo prišel, pa tako naprej, pa atomska vojna bo, ne. Ampak zdaj bi pa dodal 3 rubrike, razpad družbe, globalizem, zdaj razpad etike je verjetno podobno kot razpad družbe. Skratka, neki drugi koncepti se pojavljajo v zadnjih letih. Recimo ljudje nič ne govorijo ali pa ne berejo o tem, da je globalizem ena izmed recimo 10 največjih nevarnosti človeštvu. Zanimivo, ne. Razlaga taka zelo na hitra je, glejte, če imate eno pa drugo pa tretjo civilizacijo, pa ena škripne, kar se vedno dogaja, vsaka civilizacija ima omejen rok trajanja, ne, ena škripne pa gre druga navzgor, ne, prevzame njeno mesto v razvoju človeštva. Če pa človeštvo ena vas, pa ta cela vas škripne, ja kdo pa potem iz plana B potegnil. To je zelo tako preprosto povedano, ne. Bi moral malce več povedati, se mi zdi, kljub temu je to predavanje precej široko danes.
za ta čas, ki je na voljo. Ampak govorimo pa zdaj predvsem o razpadu družbe, se pravi, če so etične norme razpadle, ne, in zakaj bi razpadle, ali res razpadejo, ali nam res to grozi, na to temo razmišljanja so danes predstavljene. In mogoče je pa to črno-beli pogled. Črno-beli pogled, sam ga vidim kot razkorak med znanostjo stroko na eni strani in pa med razpadom družbe. Na eni strani imate resnico, znanost, strokovnost, na drugi strani imate ulico, politiko, medije, ne, in če gledate ta razmerja, znanost napreduje, čedalje več vemo, čedalje več znamo, čedalje težje probleme znamo rešiti. Če pa pogledate politiko ali pa medije, pa imam občutek, da gre zadnjih nekaj let slabše, brez zamere. To je mogoče subjektivni občutek, a ne? Ampak tudi, jaz sem strogo nevrščen, ne lev, ne desen, ne za Trumpa, ne proti Trumpu, zame je samo ameriški predsednik, kot vsi drugi, a ne? Ampak kakorkoli pogledate, kakšne čudne stvari se dogajajo, pred 5 leti se niso. In danes imate cel kup teh mitov, vpliva človeka na globalno segrevanje, ni, to je pisal tudi National Geographic, Newsweek, tam le vidite, The Earth is Round, cepljenje je škodljivo, kajenje ne škodi, zemlja je ploščata. Zanimivo je, da naš odsek ima približno 35 ljudi in praktično vedno je eden, ki dvomi, da je cepljenje koristno. Pa smo recimo vrhunski odsek na vrhunski inštituciji in se pogovarjajo z njimi, ne prideš skupaj, in zdaj se pa ta vzorc že kaže, tako da ga morda celo znamo razložiti, zakaj do njega pride. To je napredek. To je napredek, ne? Par let nazaj tega nismo znali pojasniti. Recimo, enkrat sem vprašal na sestanki odseka, koliko ima predsednik Trump IQ, in večina je bila tako podpovprečen in tako naprej. Preko 90 ali pa 95% ljudi tako misleno, ampak poglejte, že biti župan moraš biti že malo poseben, že ljubljansko mesto, ampak že v slovenski občini, no, eni srednje veliki. Kako? Recimo v Kamniku. Še v Kamniku ne more vsak postati. Tako da biti ameriški predsednik, veste, kakšna nora konkurenca je to. In če ni človek ekstremno pameten in če gledate podatke na spletu, imajo vsi tam med 120 in 140 ali 150. Tam je približno distribucija, ki je povprečju tam okrog 140, recimo 100, tam nekje krog se vrti. To se pravi, to je visoka številka tudi za recimo Inštitut Jožef Stefan ali pa univerzo, kjer so zdaj zbrani ljudje. Ne? No, in kaj pa zdaj res, a ne gremo na Melanijo, oziroma gremo, pardon, lapsus. Wikipedijo reči. Gremo na Wikipedijo, ja. Bom malo preskočil, kar časa zmanjkuje. V Wikipedijo tam noter so napisane vse osnovne resnice. Če je nekaj v Wikipediji napisano, to drži. Če kdo misli, da ve kot Wikipedija, potem v tisti temi ve bolje kot 99% ljudi, kar je zelo vprašljivo, ne. Za višji nivo je treba iti na članke, ampak tam moraš biti pa že strokovnjak, to povprečen človek ni, ne. Google sem pa v začetka bil zelo navdušen nad njim, tako kot vsi vizionarji, zdaj pa vidim, da je ravno en izmed glavnih škodljivcev Google. Zakaj ljudje mislijo, da je Zemlja ploščata? Google je kriv, YouTube je kriv. In to bom poskušal naprej razložiti. To je problem tehnoloških gigantov. To so Facebook, Twitter, Google, bla, bla, bla. Kaj poraja v ljudeh? V ljudeh poraja čredni nagon. Črede, se pravičujem, so vedno malo stampedo stil, malo neumne, posebej v primerjavi z nekim kritičnim intelektualcem, kar smo glavno vsi mi tukaj, ne? Pa tudi v primerjavi z normalnim človekom. Normalni človek, dokler ni stampedo, se obnaša normalen, kaj pa stampedo, je pa konec, ne? Neke logike, razuma in tako dalje. In te všečki, prav ena študija je bila, ki je kazala, da so všečki krivi. Nekako malo se zdi logično, ampak zakaj pa ravno všečki, ne vem točno, ampak tista študija to trdi in je celo razmišljala, da bi všečke nasploh ukinila v socialnih mrežah, ker da so bodo oni krivi za stampede, ne. In stampedo pa vemo, da ni nekaj, kar je zaželeno, ne. Ker kaj se potem zgodi? Ljudje se ne pogovarjajo med sabo, se sovražijo, se napadajo, zdaj lahko rečemo sovražni govor, ampak gre za to, da se neka negativna čustva in negativna antilogika se prebudi v ljudeh. Ena pomembna razlaga, zakaj Google čedalje več ljudi prepričuje, da verjamejo v to, da je Zemlja ploščata ali pa da je cepljenje škodljivo, je tukaj pojasnjena. V umetni inteligenci vsi dobro poznamo priporočilne sisteme, recommendation systems.
Recimo, da me zanima šah, pa gledam samo šah. Potem se pa vprašam, a pa je Zemlja ploščata? Ali pa recimo, ali je cepljenje škodljivo? In YouTube mi najde en filmček. Ne? Potem, ko ga preberem in naslednjič da 3. Potem, ko tu ne preberem in opazi, da me zanimajo argumenti tistih, ki so prepričani, da cepljenje škodi, ne, mi sam daje take ven. Iz tiste ogromne množice Googla, ne, mi on forsira in mi možgane obmetava samo s tistimi, ki so te vrste in ta vrsta je proti. Se pravi, karkoli misliš, pa ne glede na to, je res ali ni res, je dobro ali slabo, te bo Google, YouTube in te giganti zaradi umetne inteligence, ki je čist neškodljiva, umetna inteligenca te ni nič kriva. Ne. Če mi je problem v tem, da je toliko pametna, da ugotovi, kaj bi ti rad gledal. Ne. Ampak te pa nekako spravi v to, da si ti čedalje bolj prepričan v tisto, pa karkoli je že to. Nekako reče, ja pa se sem najdel 100 videov, pa se sem najdel, ne vem, 1000 strani, ki so me podprle, evo, vsi iz celega sveta govorijo, da je to res, kaj pa ste vi zdaj meni nekaj govorili. Ne. Pa so pa še take, čas bo potekel, tako da ne vem, če ne bomo tega preskočila. Ne. Recimo samo en primerček. V Državnem svetu par dni nazaj smo imeli kolegice, strokovne kolegice z FDV-ja, ki so me prepričevale, da so ženske 0,7 enakopravne moškim, se pravi 30% so moški, kako rečemo. Ženske manj, ja, 0,7. Ne. Ampak če pogledate pa pokojnino, ta hip ima povprečna ženska pokojena večjo pokojnino kot povprečen moški. Kako iz te formule prideš do 0,7, lahko bi to še analiziral, pa ni časa. In drug problem je pa še, o katerem sem že govoril, določena podjetja sami, direktorji oziroma lastniki, ali pa njihove ožje skupine ljudi, forsirajo, katere poglede na svet morajo imeti cel svet. In zdaj to čisto vseeno forsiraš, da si za veganstvo ali pa za mesojedstvo ali pa za leve ali pa za desne ali pa skratka, ampak nekako težko je biti objektiven in če tele vodstva teh gigantov so, ker so tako močna, ker so tako pomembni, ker so praktično nedotakljivi, pač če bi res nedotakljiv, pa bi lahko delal karkoli, bi sigurno delal tudi grde stvari, zato ker smo ljudje taki. In oni to dejansko delajo in forsirajo celo družbo v te nezdravi smeri. In ko smo debatirali že v ceku, smo ugotovili, jaz sem najprej opazil, da Madonca pa sej v Titovi Jugoslaviji ni bilo takega pranja možganov, kot je zdaj. In mi je kolegica rekla, se spomnite, rekla, ja pa se tudi zdaj reklama stokrat bolj napredovala, kot je bila pa takrat so imeli zelo slabe mehanizme na voljo, pa zelo slabe informacijske sisteme. In to je prikrit, neznano, sam sebe cenzurirajo, in je to bistveno močnejša. Ta vpliv je žal bistveno močnejši in žal ni reguliran, ni dogovorjen, ampak izhaja iz tiste ožje, ali lastnikov, iz tiste ožje strukture. In ta struktura je elita. To so bolj ali manj svetovni elitisti, globalisti, ki forsirajo, kako mora svet živeti in delati, ker ima tako vznar, pa večino denarja v svetu. Ok. In potem je pa še dodaten problem. Direktorji po eni študiji je pol psihopatov. To je sicer grdo rečeno, ker sem tudi neki kao vodja, sem pol psihopat ali kako, ampak skratka, če nisi ti izredno drzen, izredno bojevit, izredno prodoren, produktiven in to pol ali manj že malo meji na psihopatskost, da se ne meneš za trupla, poznamo kakšne politike v tem smislu, in te svoje poglede potem forsirajo družbo, ker je to ta prav pristop. In to po moje ni. Zdaj, tale knjiga je priporočljiva, The Black Box History. Ti sistemi se ne bodo samo regulirali, pravi, politiki v ZDA Evropi jih ne bodo uspeli obvladati, še naprej bodo manipulirati z uporabniki, jih uporabljati in zavajati. To on trdi, on je malo precej kritičen, treba se je zavedati pravzaprav, da so ti IT giganti nosilci državnega in svetovnega napredka. To ni kar ena tobačna industrija, kaj je tobačna industrija, nosilci svetovnega napredka. Oni so, in to vejo politično vodstvo, vejo mediji, vejo strokovnjaki, vejo ljudstvo, da to, kar počnejo, dejansko hkrati dvignejo tehnološko človeštvo naprej, hkrati jih pa zaradi tega neomejene moči, ki jih je pokvarila, čedalje bolj forsirajo neke neetične, nekonvencionalne, nestandardne, nenaravne pristope. In je tle ena podobnost s tobačno industrijo pa je,
tobačna industrija 40 let zanikvala, da to škodi. Ne. In ti tehnološki giganti, ti negativni komponenti, ki operajo ljudem možgane, tega ljudje večinoma ne vejo. Jaz sem tudi to začel šele par let nazaj to opažati. Še v angleščini ni za pričakovati, da bojo te sami od sebe se karkoli spremenili. Dokler ne bojo države, ker so globalisti, je to vprašanje, ali se bo to sprejelo v Ameriki, če te mi to sprejme v Sloveniji, je učink bolj nobena. Okay. Še ena misel, ne. Ljudje smo se združili skupaj z informacijskimi sistemi in smo postali nedeljiva celota. Človek plus informacija je skupaj neka entiteta. Ne. Ampak problem je v tem, da entitete pa mi ne obvladujemo. Mi mislimo, da obvladujemo entitete, ampak ti giganti obvladujejo del nas. Pa se tega sploh ne zavedamo. Big Brother je prišel, pa sploh ne vemo, da se to zgodilo. Sploh ne vemo, mi mislimo mobitelje. Naš delam, kar hočemo, ampak v resnici mi not sistemi, en, drugi, tretji forsirajo, kako delam, kako mislim. Treba bo pohiteti. Koliko časa imam? Še minutko? Kar lepo, kar povej do konca. Tole, za umetno inteligenco že leta 2017 je bila ena konferenca, ta Future of the Life Institute jo je organiziral, ki je meni tako en ideal, pa tudi z njimi sodelujemo glede marsičesa, posredno se kakšen mer zmenjamo vsake par mesecev kakšnega. In tele principi so najbolj lepo, kar se mene tiče, kratko, vsebinsko in jasno definirali, kako bilo treba delati z umetno inteligenco. Zdaj največ nimam časa vseh prebrati, ampak prvih nekaj, recimo. Ne. Ni trik v tem, da bi naredili katerikoli umetno inteligenco, zlasti nekakšno škodljivo ali pa rekel neetično, ampak tiste inteligence, ki naredimo, moramo paziti, da je koristna za ljudi, da je prijazna do ljudi, da se zaveda vrednot, da zna pojasniti in je takih ne vem koliko tle noter. Recimo povezava med znanostjo in politiko. Znanost pogosto negativno razmišlja o politiki, ampak po mnenju te konference bi morali nekako vzpostaviti mehanizme. Politiki sami ne poznajo problema, se ne znajo dobro odločati. Mogoče raziskovalci razumemo, znamo, ampak dokler to ne pride do tistih, ki odločajo, nam to ne pomaga dosti. In tako naprej. Tega je 23 je, tako da bomo to dejansko... Imaš to objavljeno? Ja, saj tudi so na spletu, samo da piše Shakespeare Principles. Evo, smo že na zaključku, skoraj točno. Hipoteza. Ta hipoteza je provokativa, drzna, mogoče ne drži, mogoče pa en konc drži. Zahodna družba gre v smeri hiperglobalizma, to pelje v družbeno-etični razpad Evrope. Ta razpad se nam dogaja pred našimi očmi. Nam pa grozi pot v kolonijo in zamrtje. Malo je zelo negativno napisano, ampak namen, zakaj je negativno? Zato, da se tega problema zavemo. Ne zato, da je nekaj, česar se ne da spremeniti. Če se tega problema zavemo, skušamo, konec koncev imamo tudi dostop do OZN pa drugih mehanizmov. In čim se ta znanja nekako razširijo, da bo zrasla potreba, da se te IT gigante nekako ukroti z nekimi etičnimi načeli, jaz upam, da bo ta problem potem izvenel. Ta družbeni razpad se dogaja zato, ker se dogajajo isto kot etične in pa socialne spremembe. Mi govorimo o etiki, kaj smeš objaviti, kaj ne smeš objaviti, on ti pa forsira svoje poglede na pol patološke, zato ker je pač tak direktor nekega 10-odstotnega premoženja celega sveta. Zdaj spet malo pretiravam, ampak hočem pa povedati, kje je trik. Mislim, da stroka ve, kaj je dobro za Slovenijo, mislim, da stroka ve, kaj je dobro za Evropo, stroka ve, kaj je dobro za posameznika. Recimo, jaz sem se tega vpliva obranil tako, da vsak dan gledam CNN pa Fox. In če sem gledal samo enega nekaj časa, sem bil prepričan, da so samo eni ta pravi, drugi so pa sami hudobci pa neumni, pa meni ni všeč, ker nočem nobenemu človeku misliti, da je hudobec neumen, kar v resnici ni. V resnici je vsakemu človeku kaj dobrega. No in te dve novi spoznanji, ki smo v zadnjem letu dveh jih uspeli skreirati, je to, da znamo nekako intuitivno razdeliti mišjo utopijo. Ta vpliv IT gigantov pa ni tako strašno nor, samo v te giganti ga cenzurirajo, tako kot je tobačna industrija. Se pravi, da mislite, da oni križem rok čakajo, pa pustijo, da kritika pa spoznanja pridajo v javnost. In zame je to strateško gledano tekma med stroko in znanjem, na eni strani pa med poneumljanjem ljudi. Kdo bo zmagal?
Ne glede na to, da smo že malo prekoračili naš čas, če se komu grozno mudi, lahko čisto počasi gre ven. Jaz vseeno nadaljeval, ko bi smo kakšno vprašanje pa debatam. Če dam čisto prvi komentar, dobro Matjaža že vemo, kako to razlaga in tako naprej, tako da približno vem tudi, kaj v resnici mislil. Ampak ena temeljna ideja, ki smo jo mogoče sam nakazal v tisti svoji predstavitvi, pa ki smo jo čisto spustili na vseh današnjih debatah na temo te etike, je pa pravzaprav vloga teh gigantov. Jaz mislim, da, in se moram globoko strinjati z Matjažem, mi še vemo, lahko kakšen grd izraz dam, da smo včasih k ovce, kar nas je nekdo nekam v bistvu nagnal. Zdaj, kakšna ožja skupina strokovnjakov z tega področja, posebno tako, kar Matjaž omenil, upam, da vam to ni ušlo, so tisti algoritmi, kako ti po Googlu iščeš. Tisti algoritem je največja lumparija, kar sem jo jaz, pa najbolj neetična lumparija, kar sem jih jaz kadarkoli, kjerkoli videl na področju računalništva, ker te vrže v povratno zanko. Tan, pa vemo, kaj je povratna zanka. Vloga teh multinacionalk, pa ta etični vidik, ker zdaj se ne pogovarjamo o tehnologiji, ampak o etiki, jaz mislim, da je to nekaj tako pomembnega, da se moramo o tem posebej pogovarjati. Naredi drug let v okviru te konference eno posebno sekcijo na to temo. Res, mislim, ker tukaj nopet se bojo pa ljudje prav izbruhali ven. Če lahko, hvala, tole se navežem. Letos smo prvo leto imeli tole konferenco, hvala vsem, ki ste prišli. Mislim pa, da je tema zelo pomembna, ljudje se zavedajo, da je etika pomembna in jaz upam, da bosta predsednika, ki sta Marjan in pa Franci, da bomo skupaj, jaz sem pa organizacijsko pomagam, da bomo skupaj uspeli res drugo leto zares zaživeti. Ne apeliram na vse tiste, da pomagajo, da se vključijo v tem. Stvar bo zaživela, če bomo nekako stopili skupaj. Vse tebe prej ni bilo, smo imeli zelo zanimivo debato okoli tega, kako je treba pravzaprav to spraviti v življenje, da je treba tega dva svetova, na eni strani je kljub vsemu neka družboslovje, filozofija, na drugi strani so tehniki, veš, da je treba pač najti ta presek in tisti presek spodbujati, vse to je razumljiv. Jaz se opravičujem, ker sem preveč govoril, izvolite. Jaz imam vprašanje za Matjaža. Kakšna je po tvojem mnenju pot sploh ven iz tega? Zato ker, če imamo zdaj neke gigante, ki pač imajo, rečemo temu, absolutno veliko moč, ena možnost, kako bi to reševali, da ne bi politika to nadzorovala, ampak potem imamo spet nek mehanizem, ko nekdo nadzoruje te ljudi, ki bodo imeli spet ogromno moči. Kakšen bi bil ustrezen mehanizem, da bi nekdo to reguliral, oziroma pač kako bi prišli do tega, da ne bi bila peščica ljudi, ki bi imela pač veliko moč nad vsemi ostalim? Ja, meni se zdi, da to ni problem, da je ključno vprašanje, se tega zavedamo. Če se zavedamo, koliko nam svobode jemljajo, pa kako nam perejo možgane, in ljudje, konec koncev, neka Amerika se bo odločila, kako bo ona hotela. In če bojo, tam so že te postopki v teku, zoper Facebooka, zoper Google, sam problem je, da so oni tako med sabo skregani, da zelo težko kaj operativnega naredijo. Ampak so pa prav močna in jasna gibanja, ki se navezuje tudi na to literaturo, in imajo cel kup primerov. Recimo, en tak primer je bil, so navajali, koliko naj bi Rusi vplivali na volitve, koliko naj bi pa Google vplival na volitve. In je neprimerljivo bilo. Pustimo to, da ne vemo, koliko so Rusi vplivali, ampak za Google pa znajo profesorji v Ameriki, tako trdijo oni izračunati in številka je bila, ne vem, tam od par pa do 16 milijonov volivcev naj bi Google, sicer ne vem, v katero smer, ampak pač nekako bi jih je. In tako da, če bi se tega problema zavedali, pa bi ga zregulirali, po moje ne bi bil tak blazen problem. Bil je problem, ker so tako močni, pa zaradi tistih stvari, ki pa imajo, pa se vsi ljudje zavedajo, da tehnološko naprej, to so nekako kure, ki nesejo zlata jajca in ne smemo jih zdaj uničiti, ta filozofija. In zaradi tega so nedotakljivi. To je problem. Čim bi pa neke regulativne mehanizme vzpostavili, bilo po moje relativno hitro mer. Jaz samo omenil Evropa, Amerika, za njih je to, so to firme, ki denar nosijo zlati kokoš. To so pa problem, Ja. Kdo bo tle zmagal?
te pretepi bodo trajali 10, pa še malo več. Se Evropa se pa tudi ne more nadzmeniti, če je vsak po svoje vleče. Moramo Ja. pozabiti, kako si lahko izvoljen za ameriškega predsednika, kdo financira to. Ne. To financirajo ravno tele giganti, ne. In pol seveda mora biti nekaj v zameno. Ne. Tudi to. Je zelo, zelo močen vpliv. Izredno močni so in izredno težko jih bo regulirati. Ni problem v tem, če bi jih enkrat regulirali, da jih ne bi. Problem Politika pomaga, težko je to vzpostaviti, ne. zelo težko. Po moje, ne. Ja, ampak mislim, kako se pa, če bi to vzpostavili, predpostavljamo, da bi se ljudje to zavedali in bi vzpostavili nek organ regulacije tega. Kako bi preprečili, da ta organ regulacije bi imel po nam spet absolutno moč pač nad njimi. Tako je glavni program razbita, ne, te velike gigante na 2-3, tako so Microsofta, ne, razbit in oni imajo, 20. protimonopolne imajo zakonodaje tako, v Ameriki ta so obstaja, razbili ta obstaja. ključne te Ja. velike firme, ne, In to je resno gibanje v ameriški za politiki. nafto, za železnice, Če se ne bi šli dribljati med sabo, bi to že naredili. ATM je bil tudi razbit, ne, protimonopolna Ja, zakonodaja, ja. pa proti dedovanju, ne. Ja, ja. To sta dve ključni stvari, ki sta takrat red naredile, ne, in to zelo, zelo hitro. Zdaj vam pa rastejo, zdaj je glavni cilj v bistvu teh firm, da dosežejo 100% monopol, ker je pa lih v nasprotju s tistim, kar je bilo. Ja, jaz tudi mislim, da se tega ne da regulirati in da je to pač teorija sistema, to je pač neko ravnotežje, to pomeni, mora biti neka konkurenca. Razbiti jih je treba, točno tako, kaj je v bistvu Matjaž To rekel. je Ne. posledica S tem ne- regulacije. Ja, se pravi, ja, se jih lahko razbiješ, ne, samo to bo trajalo, ker so res tako močni, ne. Ampak treba še nekaj vzeti, ne. Ti si prej omenil, koliko procentov je teh menedžerjev psihopatov, ker je to moj področje, ker sem pač menedžer predaval, ti bom popravil, ne, 20% menedžerjev v Ameriki je kliničnih, kako bi rekel, psihopatov. To pomeni z zdravniškim štemplom, da si, ne, približno 20% jih je pa takih, da so malo skriti, ne, da ga vidiš, pa da vsake toliko časa zbruhne ven. Ampak eden hudih primerov je, ko sem jaz gledal ene 2 intervjuja s tem Zuckerbergom, ne, mislim, ta fant je problematičen. Ja, ja. Ta fant je tako problematičen, oblast, ki jo ima, ne, je pa taka, ne, da te more zaskrbeti. Ta Zuckerberg je šel tam v ameriški parlament govoriti, a ne, in je mislil, da bo vse prepričal, ampak potem, ki je on govoril, pa skušajo maksimalno pozitivno nastopati, pa je pameten, je pa kot strela, ne. Ampak to, kar je ljudem ostalo v glavi, pa ni bilo nič pozitivno, zato ker je on že tako zaverovan vase, ne, tista moč pa oblast je že odplaval, ne. Nekaj, Če ne. jaz malo v to deregulirano diskusijo, ki je vedno bolj diskusija informatikov, vstopim nekako, se hotel soglasiti. Veliko je tega, kar pravzaprav trditev, s katerimi se ne strinjam. Mislim, zdelo se mi je, da sem v začetku zaznal nekaj, kar bi označil lahko za biologizem, a ne, kar se mi ne zdi sprejemljiva hipoteza za to, da bi na njej ustvaril razpravo. Ampak ne bi hotel o tem odpreti razprave, ne bi niti. Druga točka, ki se mi zdi bolj vredna razprava, je to, da v nekem trenutku vi zagovarjate, pravite IQ, torej inteligenčni kvotilc. Inteligenca sama lahko reši stvari, je sama po sebi nekaj pozitivnega. Jaz to hipotezo tudi, te hipoteze ne sprejemam, če je bila nosilna, ampak so tudi točke, kjer greste onkraj tega, kar sem ravnokar rekel, in greste v druge smeri, ki se mi ne zdijo torej konsistentne s tem, kar ste povedali na začetku. In zdaj ta raven pa se mi zdi vredna razprave in to je to, kar ste zdaj tudi razpravljali informatiki med seboj, takole malce deregulirano, ker sem dvigal besedo, pa nisem prišel do besede, ampak globalizem, a ne, pravite globalizem in red je treba obuzati je treba ta deregulirani globalizem, a ne. To je nekako vaš poudarek na koncu. Zdaj, jaz tu vidim eno nasprotje, ne. Glejte, če smo proti globalizmu in rečemo, globalizem so te globalne firme in najbolj globalne firme so danes informatiške globalne firme, je to, po mojem mnenju, samo en aspekt globalizma. Jaz mislim, da je tu vsaj še en pomemben, velepomemben aspekt globalizma, ki pa gre v nasprotno smer.
In to je okoljska problematika. A ne? A veste, če pa postavimo okoljsko problematiko v ospredje, je čisto jasno, da je to nekaj, kar lahko naskočimo samo z globalnega zornega kota, z nacionalnega ali pa tudi kontinentalnega, ne pridemo nikamor. In ta govori o tem, da moramo torej, kako bi rekel, v globalizmu, v ideji razvijanja, idejo globalizma moramo verjetno razumeti kot nekaj, kar je bolj strukturirano od tega, kar ste vi